Aleš, ali se lahko kot bodyguard ves čas zavedaš okolice? Je to sploh možno? Mislim, ja, tako kot v vsakdanjem življenju je fajn, da si skozi pripravljen. Se ne moreš kot polna luna hoditi šetati okrog, ne. Ja, si pripravljen, ne Ja. pa da si zdaj non-stop v nekem krču, ne. Ja. Pač ti postaviš si nek baseline, potem deluješ in če pride do nekih odstopanj, ne, Ja. si malo bolj pozoren, ne. Okej. Ne delaš neke drame takoj, ampak si malo bolj pozoren. Zdaj recimo, če se pustimo zdajle bodyguardstva, pa gremo čisto na regular life. Okay. S partnerko, ženo, kakorkoli si šel v restauracijo ali pa s frendom, mi Dobro. bomo šla zdaj nekaj pojesti. Preveril si vhode, izhode, okna, gasilniki, whatever, kak je personal, kaki so gostje noter, ne, so kakšne značilnosti, da bi te že takoj odvrnili, da bi šel ven iz tega lokala. Kuhna je in recimo zdaj midva jeva in začne prihajati nek vonj iz kuhne po zažganem. Ti zdaj ne veš, ali je kuhar noter flambiral nekaj, ali je pa dejansko prišlo do požara noter, ne. Tukaj ti je pozornost, prek voha si ugotovil, da je nekaj spremenjeno v tem tvojem baselineu, ne, in si bolj pozoren na to, ne. In takrat, oziroma prej smo se pa že midva zmenila, aha, tam je izhod, če bo prišlo do požara, bomo šla tam ven, ne. Torej, to je to nekako, no. Tako mislim, ta baseline, da se dvigne z nekim dogodkom povezano, da ti zruši ti svoj mir, no.